Dobro jutro, dober dan, evo vikend je za nami in pred nami je ena nova naloga. Danes je naša naloga, da razmišljamo o naših željah, o nematerialnih željah. Kaj lahko naredimo sami zase ali pa en za drugega, brez da bi rabili to kupiti. Se pravi, kaj lahko res, na kakšen način lahko res eno osebo oziroma sami sebe presenetimo. Mogoče je to kakšna otroška želja, mogoče je to nekaj, na kar smo že pozabili ali pa že dali ven iz našega odraslega življenja, a ne, mogoče to, da bi lahko cel dan jedli samo sladoled, mogoče to, da lahko en dan zaspimo v službo in si dovolimo dejansko cel dan prespati. Zakaj ne? Mogoče bi nas osrečilo to, da gremo res letos nekam na en tak poseben izlet in da lahko začnemo načrtovati, kako si bomo to uresničili. Zelo se mi zdi pomembno, da znamo v partnerstvu ali pa tudi sami razmišljati tudi o naših željah, da ne obupamo, se pravi, da ne sprejemamo življenja samo takšnega, kot je, ampak da imamo zmeraj od zadaj še neke svoje želje, ker je to pravzaprav tudi tisto naše vodilo, kam si mi želimo iti. Kaj pa bo v tem življenju čist našega, za kar se bomo samo mi borili, ali pa tista smer, ki bo res nas definirala, ne? To, da je treba hoditi v službo vsak dan, to definira večino ljudi, a ne. V katero službo kdo hodi, pa že definiramo majčkeno manjše skupine ljudi. Zdaj, kakšno delo konkretno vi opravljate in kako ga opravljate, tle smo pa že zelo specifični. In s temi željami želim spodbuditi v vas, da začnete raziskovati to vašo individualnost, da začnete raziskovati, kaj je res samo vaše, da lahko o teh željah govorite, da lahko o teh željah nekomu zaupate. Ker če tudi se te želje recimo ne bojo uresničile letos do poletja, ne vem, da greste na morje na ne vem kam, Bali ali pa ne vem, kakšne želje imate, čeprav to bi bilo lahko deloma materialna želja, a ne. Ampak no, pa sem se izgubila, a ne. Skratka, da iščete nematerialne želje, razen potovanja, recimo, da bomo šteli tudi še tukaj na pol zraven, ker nekatere res potovanja osrečujejo. Tako da dajte vi pri sebi odkrivati, kaj so te vaše želje, kaj je tisto, kar vas osrečuje, kaj je tisto, kar bi vi lahko zase naredili. In ne obupati s temi željami v partnerstvu. Dajte si, to je nekaj najbolj intimnega, da si lahko zaupaš te želje in hkrati, zdaj sem se pa našla, ko si te želje zaupaš, si jih lahko tudi pravzaprav na en način prikličeš v življenje, manifestiraš, vizualiziraš, a ne, večkrat, ko jih omenimo, bolj zagotovo jih bomo priklicali v svoje življenje. Tako da nič hudega, če se te želje ne uresničijo letos, ampak pričakovanja v življenju imeti je v redu. Ni treba, a ne, sploh danes se mi zdi, da radi marsikateri mojstri učijo eno zen stanje, kjer si v sprejemanju in sprejemaš karkoli ti življenje prinese na pot, kar je na en način v redu. Ampak moramo pri tem načinu paziti, da ne izgubimo sebe. Se pravi, da imamo od zadaj za vsem tem sprejemanjem še zmeraj eno jasno sliko o tem, kdo smo, kaj smo, kam želimo iti. Ok, toliko danes za mene, veselo v nov teden, jaz upam, da tale ponedeljek ni preveč naporen, pa se slišimo, uživajte!